Demenca je bolezen, ki danes predstavlja veliko breme v družbi, a še vedno jo spremlja stigma. Pogosto je prepozno prepoznana. Kakšne so vaše klinične izkušnje? Kakšna je povezava oziroma soodvisnost te bolezni s pandemijo COVID? Ja, v času pandemije, ki še kar traja, COVID-19, ljudem z demenco v teh časih resnično ni lahko in tudi ne njihovim bližnjim svojcem in negovalcem, tako formalnim kot neformalnim. Najprej je seveda na njihovo počutje tako kognitivno, kot tudi psihično vplivalo socialno distanciranje, izolacija, manj kontaktov z bližnjimi. Kasneje vemo, da mnogi zboleli in vemo tudi, da je povezava med boleznijo COVID-19 in precejšnjim poslabšanjem potem kognitivnega statusa in tudi več psihičnih sprememb. In tukaj ne moremo tudi mimo situacije v DSO-jih, ker vemo, da je bila smrtnost v nekaterih izjemno visoka. Mnogi so izgubili tudi do četrtine stanovalcev in iz DSO-jev sedaj poročajo o hudih stiskah, ki so jih stanovalci tam preživeli in jih še vedno doživljajo, celo simptome posttravmatske stresne motnje, ker so izgubili svoje bližnje, svoje sostanovalce, svoje prijatelje. Tako da je potrebno nameniti posebno pozornost tudi psihičnemu počutju stanovalcev, ki so zlasti v DSO-jih ostali. Sicer pa beležimo tudi pri nas na kliniki sedaj povečano število sprejemov v bolnišnico ljudi z demenco in psihičnimi težavami, potem, ko je v lanskem letu bilo zlasti takrat, ko je epidemija najbolj naraščala, bilo teh sprejemov manj so se ljudje odločali, da stopijo v kontakt z zdravniki, hkrati smo se tudi redke odločali za hospitalizacijo, ker je seveda prinesla vsaka hospitalizacija dodatno tveganje za okužbe. Sedaj pa beležimo pa predvsem med temi, ki so sprejeti, višjo, bolj napredovalo demenco, več pridruženih psihičnih in vedenjskih težav in podobno poročajo tudi nekatere druge evropske države. Kakšna je torej v tem smislu vaša prognoza? Kakšne bodo posledice pandemije? Verjetno vse prej kot preproste. Ja, še nekaj časa se bomo ukvarjali na vseh področjih, zlasti pri ljudeh z demenco, tako s psihičnim počutjem, kot tudi s telesnim, z rehabilitacijo in vsem ostalim. In v Sloveniji je še kar nekaj priložnosti za izboljšave, zlasti nefarmakološke obravnave, ki lahko pomembno pomaga in prispeva k dobrem psihičnem in tudi telesnem počutju in prepreči polifarmacijo, omogoči, da je varna bolj raba zdravil in tako dalje. In res moramo stremeti k tem, da ljudi individualno obravnavamo, da zagotavljamo kontinuirano oskrbo, da ima čim več ljudi z demenco dostop v bistvu do storitev, ki so čim bolj seveda z različnih strani profilov zastopane. Seveda se pa tukaj zatakne tako pri kadrovski logistiki kot pri prostorski in siceršnji, kaj ne? Ja, zagotovo se, ampak moramo stremeti k temu, da izboljšujemo situacijo.